je potrebno iti v baltske države, je potrebno iti na Poljsko, je potrebno iti na Češko, je potrebno iti na Finsko in še kam drugam, da se razume, kaj ruska grožnja v resnici pomeni. Zgodovinska, ta, bi rekel, slovenski odnos do Rusije je povezan s tem, da nikoli nismo čutili sovjetskega čevlja, ne? In da smo živeli v, bi rekel, barnem komunizmu, za razliko od marsikoga drugega, ne? In je to ima hude zgodovinske implikacije, ne? Ko hodiš v državah, ki mejijo na rusko mejo, pa so stvari nemudoma zelo, zelo, zelo drugačne, ne? In Finska je, kar se tega tiče, meni izredno fascinantna. Imam se za človeka, ki ne mara vojske, ki prezira orožje, ampak jih razumem. Res jih razumem, ne? In tako, argumenti, ki ti jih ponujajo, so trdni. Marička. Kaj se pa vi greste? Ja, kaj misliš? Kopljemo. Temu je treba priti do dna. Ne praskajte po površju. V podcastu Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek z gosti razkriva, koliko prekopavanja, vrtanja in trdega dela je nujnega za kvalitetno novinarstvo. Podcast Zgodba za zgodbo. Zdravo, Boštjan, kako si? Živijo, Gašper, v redu ti? Pa, se veš, kako je. Tako je, ja. Tako je, ne, točno tako. Čistrno. To je podcast Zgodba za zgodbo. Podcast Društva novinarjev Slovenije o odmevnih novinarskih zgodbah, ki so nas tako ali drugače zaznamovale, odpirale vprašanja, poskušale najti odgovore ter razkrivale nepravilnosti in krivice, informirale, izobraževale. Jaz sem Gašper Andrinek, moj gost je novinar Boštjan Videmšek. Že vrsto let pišeš za več medijev, tudi tujih, v Sloveniji pa za Delo. Sicer pa uradno samostojni freelancer in pa seveda tudi avtor več knjig. Zadnja ima naslov Dolga pot do miru. Pa eno dramsko besedilo si tudi napisal, ne? 2 dramski besedili. Wow, dramatik? Ne, zgolj dramatičen life. Veš, kaj me zanima? Še preden začneva s tvojo zgodbo, res si novinar že dolgo, napisal si nešteto tekstov, mimogrede si jih kdaj štel? Nikakor in nobene osebne evidence, nimam nobenega osebnega arhiva. Ništa. Ne Kot da ne bi bilo nič. Enkrat zbrana dela Boštjana Videmška? Nezbrana dela. Zanima me, si se kdaj spraševal, ali javnost, bralci, bralke poznajo tvoje delo, tvoj način dela, nastanek zgodb, ki jih pišeš? Pa niti ne, zato ker se mi to ne zdi zares pomembno, ne? Šteje pač ta izdelek, ki ga daš od sebe. Veš, tako malko v vrhunskem športu. Mislim, ne razlagaš glih detajlov trenažnega procesa, prehrane, načina spanja in tako naprej. To naša dolžnost je pač končati korektno narediti zgodbo in jo pripeljati do čim več ljudi. To, kar se dogaja vmes, je irelevantno. V redu, po drugi strani te ravno zaradi tega smo v resnici povabili v ta podcast, da nam poveš načeloma, kako delaš zgodbe, eno dotično, se bova o njej pogovarjala, ampak tudi povod za nastanek tega podcasta je bil, ker se pa meni zdi recimo, da nekako, veš, to neprestano padanje zaupanja v medije. Se mi zdi, kot da so mogoče javnost oziroma da so mediji izgubili ta nek prostor do javnosti, da smo se mogoče preveč odmaknili včasih in da mogoče, če bi jim vsaj, se mi zdi, da se ljudje ne zavedajo, koliko enega dela je za Razumem, kaj hočeš reči, ne? Ampak se zdi se mi, da je to bi moglo biti prvenstveno notranja novinarska debata, ne? A veš, tako bi rekel, deljenje, ne vem, seminar trenerjev košarkarskih, recimo level, ne? In deljenje notranjih nasvetov mogoče ali pa izmenjava izkušenj, ne? Jaz mislim, da se ni zgodilo to, da smo se preveč oddaljili, veš, da je prišlo do nekega prevelikega gepa med publiko pa novinarji. Zgodilo se je nasprotno, ne? Po mojem smo prišli, ali pa nasploh je novinarstvo prišlo celo preveč blizu publike in publika preveč novinarstva in je vse skupaj ratov in tak gemišt zelo toksičnimi učinki, ne? To se je začelo dogajati že kar tako krepko, skoraj pred 2 desetletji,
recimo CNN-ovim konceptom citizen journalisma, in ki je zelo hitro zlorabil ta koncept, potem z izbruhom socialnih medijev, širitvijo informacijskih tehnologij, in v bistvu se je nekaj, kar je bilo novinarstvo začelo prevajati v medije, in kar naenkrat je, kot dobro vemo, pod medije sodilo praktično že vse, tudi z kreatorji vsebine. In v bistvu širša publika, po moje, tega, kaj novinarstvo je, tukaj in zdaj dejansko niti ne prepozna več, kaj šele ve. Ne? In v veliki meri je to krivda nas novinarjev, zato ker smo v želji po preživetju, takem ali drugačnem, naredili preveč kompromisov. Sprejeli smo, bi rekel, vlogo v trenutku, ves čas skozi svojo celotno novinarsko kariero nekako ponavljam geslo, da se novinarstvo konča, ko novinar postane zgodba. Ne? Ni več praktično, resnega dokumentarca, tudi, bi rekel, žurnalistično-literarne knjige itd., kjer ni prisotna tako zvana backstory. Ne? Kako je ta zgodba nastajala. In potem v bistvu namesto ključnih akterjev zgodbe, ki morajo biti vedno seveda vsi drugi, se pojavijo obrazi novinarjev in vseh sodelavcev. Ne? Neke vrste odjavna špica, ampak odjavna špica v hudi selfie maniri, ob kateri mi gre vedno znova na bruhanje. Ne? To, po moje, to so specialni efekti, neke vrste javna onanija, ki v našem poklicu ne bi smela imeti niti milijoninke prostora. Na nek način je mogoče celo več ozadja, kot pa same zgodbe. Tako je, ne, in hkrati uzurpiraš v bistvu narativ, ne, in ko se izpostaviš preveč, ne, že zelo malo je preveč, v bistvu jemlješ prostor, čas, vsebino tistim, katerim bi ta tvoja zgodba, ki jo delaš, mogla biti namenjena. Od tu do selfija v Auschwitzu je le korak. Vseeno se mi pa zdi, da včasih je pa fajn kakšno stvar kljub temu vendarle pojasniti, kako smo do tega prišli. Ker mogoče pa kakšna zgodba kdaj obvisi v zraku. Ne? In točno to je recimo namen tega podcasta. In če gremo zdaj recimo direktno k tej tvoji zgodbi, ki si jo, ena izmed zadnjih, ki si jo naredil in napisal, je sicer del širšega, nekako raziskovalno, preiskovalno, novinarskega projekta knjige. Ne? Vroči sever, ja. Tako, Vroči sever nastaja, že veš, mogoče gotovo datum bo letos. Približno. Ne, ampak predvidevam, da pozno poleti zgodi jesen, z mojih založbi Umko. No. Torej, sobotna priloga Dela 4. april je bila tvoj članek, zgodba z naslovom Ob finsko-ruski meji se zrcalijo pretrgane vezi, nova varnostna razmerja in poglobljena negotovost. Tako si začel liti, oziroma to je bil podnaslov tvojega poročila s finsko-ruske meje. In še preden se lotiva te nekako zgodbe za to zgodbo, lahko mogoče samo na kratko opišeš, orišeš, o čem točno gre. Kot si rekel na začetku, ta zgodba je del širšega projekta, za katerega v bistvu to je solo projekt, solo financiran projekt, jasno, ki ga nekako traja zdaj že dve leti pa pol. Potovanja po Arktiki oziroma visokem severu, ni vse seveda v arktičnem krogu, ki vsebuje Svalbard, Grenlandijo, Islandijo, globokomorsko rudarjenje, recimo na Norveškem, rudarjenje urana na Švedskem, Kirkenes kot na meji z Rusijo. In recimo zgodba finsko-ruske meje, ne pozabimo, finsko-ruska meja je dolga 1340 km, to je izjemno veliko, je del te zgodbe. V bistvu v tem času, v teh 2 letih pa pol, seveda v kontekstu vojne v Ukrajini, poslabšanih odnosov Zahoda z Rusijo in nasploh geopolitičnih vrenj, podnebnih sprememb, ki so na severu še veliko bolj očitne, dogajajo se v, kako bi rekel, pospešenem posnetku. Mogoče je dobesedno marsikje, predvsem na Svalbardu in Grenlandiji, spremljati praktično živo s prostim očesom. In seveda v kontekstu spopada za naravne vere, se mi zdi, je Arktika, visoki sever je postal neka nova velika globalna zgodba, ki pa zaenkrat kot taka širše
še ni prepoznana. Ne. Prepoznana je po elementih, veliko bolj v nekem geopolitičnem kontekstu. Meni se je zdelo pa pomembno, tako kot že nekoč, ne vem, leta nazaj, 10-11 let nazaj v knjigi Na begu, potem nekaj let kasneje v knjigi Plan B, v bistvu preden zgodba postane velika zgodba, to zgodbo dati v nek knjižni večji format in z njo pride do veliko več ljudi, kot bi upajoč, seveda, upam, da je tako, ne, pride do čim več ljudi, kot prideš zgolj z časopisnim tekstom. In ja, zato je knjižni format seveda še en, bi rekel, živi fosilni izdelek, ampak vendarle, ne, bi rekel, živeli bomo do konca, ne umirali. In ta zgodba je eno zadnjih poglavij, ne, finsko-ruska meja. Zdaj zanimalo me je, kako se Finska pripravlja na morebiten poseg svoje velike zgodovinske vzhodne sosede. Po drugi strani sem pa pač dobil neke informacije, da Finska med drugim, ne, ki je, ne pozabimo, ena najbolj militariziranih, če ne najbolj militarizirana evropska država, ne, namerava kot svojo obrambo oziroma je že pred morebitno rusko invazijo uporablja tudi naravo. Ne. To se mi je zdelo, ne, glede na to, da veliko pišem in razmišljam o naravi in po tem širšem kontekstu se mi je zdelo še posebej intrigantno. Ne. Kaj za vraga ima narava upraviti z obrambo, militarizacijo, vojno in tako naprej. Ne. In ko študiraš pač finsko zgodovino, še več, ko študiraš zgodovino odnosov Finske, prej Sovjetske zveze in zdaj Rusije, ugotoviš, da je ravno narava, recimo tako imenovani zimski vojni, leta 1939, na začetku leta 1940, ko je Sovjetska zveza, ko Rdeča armada napadla in Finsko in okupirala del nje, odigrala zelo pomembno vlogo. Ne. Seveda ob vseh grozljivih vremenskih razmerah bojevanje potekalo dobesedno vojaško podhranjenih Fincev proti veliki Rdeči armadi, tudi pri -40 v res strašni zimi. Ne. In v bistvu ta zgodba, ki je bila nek preludij na nek način druge svetovne vojne, ne, je v naši zavesti komaj prisotna. Seveda pač vse zgodbe druge svetovne vojne, ki niso naše zgodbe, to velja za praktično celotno Evropo, za te nacionalne narative, identitetne narative so v bistvu tretjerazredne. Isto velja v tem prostoru, pa tudi kakšnem drugem za finsko-zimsko vojno, ampak za Fince je ta vojna daleč najmočnejša točka kolektivne identitete. Daleč. Ne samo kolektivne identitete, tudi razmisleka o varnosti, o tej logiki stalne pripravljenosti, ki je tako zares prisotna na Finskem. Ne. In vsi ti elementi združeni so se mi zdeli tako kar soliden razlog za to, da se odpravil na pot. Bil si tam, seveda pogovarjal si se z domačini in mogoče že čisto na začetku eno vprašanje študenta novinarstva, to je Lan Konestabo. Živjo, Lan tukaj. V prispevku ste zgodbo zgradili skozi zelo različne sogovorce, od obmejnega stražarja do biologa, profesorja. Mene zanima, kako ste prišli do tega nabora sogovorcev, koga ste imeli dogovorjenega že pred odhodom in kje se vam je zgodba odprla šele na terenu. Načeloma zadnja leta naredim res glavnino dela, tega raziskovalnega dela od doma. Ne? In pri zgodbah, predvsem pri teh severnih zgodbah, recimo, ne, veliko število intervjujev pravim prej, ali pa teh bolj informativnih pogovorov, no, kot intervjujev po telefonu. Preden grem na teren in potem na terenu se srečam, ne vem, s toliko in toliko ljudmi fizično, ampak z veliko ljudmi se pogovarjam že prej. Ta zgodba je bila specifična, ne? Zaradi tega, ker ponavadi potujem in tudi slikam sam in sem seveda 100% odvisen v celoti, ne samo od svoje volje, tudi od svojih financ, logistike in novinarskega pristopa. Ne? Tukaj sem se pa pridružil 3 novinarskim kolegicam, en iz Poljske, en iz Finske, ene pa iz Nemčije, ki delajo nek skupen projekt, kako se različne obmejne straže pripravljajo na tako imenovano hibridno vojno, v kateri je Rusija in tudi Belorusija, ne, za eno izmed svojih orožij v provociranju, recimo temu Evropske unije, zlorabljala begunce in migrante in jih pošiljala v strahotnih razmerah
preko recimo belorusko-polske meje in tudi preko rusko-norveške in seveda rusko-finske, predvsem v letih 2023. A ne. In te zgodbe sem takrat tudi sledil na terenu, jih sledil, poznam to zgodbo od blizu in vse te tri dekleta sem tudi poznal in pač njim je zelo prav prišlo moje recimo poznavanje geopolitike in varnostnih vprašanj. Meni pa zelo prav prišlo, da smo v bistvu potovali po celotni meji, hitro menjali lokacije in vsak je imel izbrane svoje sogovornike in seveda mi je postavljal vprašanja, ki so bila v kontekstu zgodbe, ki jo je delal. Ne. Tako da v bistvu to bila tehnično, logistično ena najlažjih zgodb, teh malo večjih zgodb, ki sem jih delal v življenju v resnici. Ne. Predvsem zato, ker sem imel pri tem v pomoč in ko smo delali timsko. Ne. Drugače imam tak prav poseben pristop, zdaj toliko in toliko let, ne vem, zdaj 8 let sem freelancer, a ne, zopet, in v tem času, jasno, v celoti si sam financiran zgodbe, nikoli, samo enkrat se ne prijavljam na grante in v bistvu želim imeti absolutno neomajno, nedotakljivo neodvisnost pri svojem delu. Ne, to zahteva pa pač še več dela in, kako bi rekel, sem pa tja tudi treba kar nekaj dreka pojesti. Ne? Ampak ide v posel in tudi delam z veseljem. In zato imam pač taktiko, da ogromno, kot rečeno prej, researcha naredim doma in na terenu imam tako zelo intenzivno organizirane dneve, ker jih tudi zaradi seveda omejenih resursov in časa poskušam čim bolj izkoristiti. Ne? Tako da včasih, ko sem na terenu preživel po 3 tedne, celo mesec in pol, 2 v Kongu in tako naprej, v kosu je čas tekel počasneje, ampak sem si to na nek način tako ali drugače lahko privoščil. Ne, zdaj seveda so se spremenili tudi mediji in tako naprej in to delam malce hitreje, pa veliko bolj učinkovito in se mi zdi, da je to neke vrste, vsaj za moj način dela in zgodbe, ki jih počnem, kar win-win situacija. Ne. In pri vsaki zgodbi, ko jo delam, imam pa pred sabo pač vedno razmišljam tudi o 2 rečeh. Ena je seveda, zgodbe primarno objavljam v delu, a ne? Ampak ves čas razmišljam, kako narediti zgodbo, da bom lahko to zgodbo nekako si tudi finančno seveda povrnil, tudi zaradi tega objavil v tujini v določenih medijih, ima pač zelo nek globalen network dobrega sodelovanja z uredniki in točno vem, komu lahko ponudim kakšno zgodbo, v kakšni obliki, v kakšni dolžini, v kakšnem formatu, zraven pač zadnja leta, odkar se Matjaž ugotovil krivic, pa že prej Jure, da ima tega malo dosti, no? Ne, da se to preprosto po domače ne izplača. Tudi fotografiram sam in v bistvu dajem zgodbe na ključu. Ne? In veš, imam verzijo v 300 besedah, v 500 besedah, v 1000 besedah, v 1500 besedah, tudi v 5000 besedah. Odvisno, in to deluje. Ne? In ko imaš ta, bi rekel, ko imaš vzpostavljeno to zaupanje in veze z uredniki, točno vejo, kaj bodo dobili od tebe. Ne? In jaz točno vem, ali pa malce več kot približno vedno vem, kaj v določenem trenutku potrebujejo, ker pač stavim na svojo silovito medijsko razgledanost. Ne? In izkušnja in it works. Je pa to vsekakor ekstremno tvegano izhodišče za nekoga, ki pač za sabo nima dovoljšne kilometrine, to se ne da delati. To ni nekaj, kar bi, ne vem, nekomu, ki se podaja na freelancerska pota na novo ali pa prvič svetoval nasprotno. Se pravi, neke predintervjuje narediš doma, potem pa na terenu v resnici ne prepuščaš prav veliko naključju, ne? Mislim, ne veliko. Dobro, čeprav so stvari, ne vem, na Svalbardu, na Grenlandiji, veš, kako bi rekel, potegne človeka narava, ne? Mislim, te je kaj, da te potegne potem pa rečeš, wow, to pa res. Mislim, da če ne bi šel na teren, ne bi tega dobil, seveda. To je popolnoma jasno. Ne? Sej, ja, veš, tokrat vajen sem bil v zadnjih letih delati stvari predvsej pred to severno epopejo, ne? V prostorih, ki jih sorazmerno dobro poznam, ali pa sem se v njih pogosto vračal, govorim o Bližnjem vzhodu, v Grčiji, konec koncev tudi v Afganistanu, pa to pač, ko je jasno, kakšno zgodbo je treba prenesti. Ne? In še več, ne? Dolga leta sem se, glede na to, na številna poročanja iz kriznih žarišč, mogel pri svojem delu ukvarjati tudi z tako trapasto stvarjo, kot je osebna varnost. Ne? V teh zgodbah tega ni treba početi,
ni treba skozi gledati za hrbet, se ukvarjati toliko z logistiko, ampak s tem sem pridobil mogoče ohraniš čas, energijo, voljo, neko jedrno moč za to, da lahko stvari delaš ful bolj intenzivno in učinkovite, kot jih mogoče kje druge, ker te stvari mogoče izčrpajo iz ne povsem novinarskih razlogov. Ne? Pa predvsem gre za popolnoma varno, ne gre za prostor travm. Ne intervjujam, ne vem, tako kot sem delal leta in leta po 20-30 ljudi na dan, ki so izgubili vse, kar so imeli v življenju. Ni smrt, obup in tragika glavna tema. Ne. To je za nekoga, ki je stvari delal tako intenzivno, kot sem jih delal jaz, ne vem, 4 stoletja v dramatičnih okoljih, izrazito osvobajajoče. Meni so te poti, čeprav skoraj kot dopustno, ne. Uživam na njih, super mi je, zanima me, ne, v bistvu raziskujem, obenem pa neskončno dobro mi je po vseh letih stalnega potovanja še pride v čisto novo okolje in biti presenečen že samo od okolja samega. Res si v resnici popolnoma terenski človek, neprestano na terenu, to že kar nekako gre s pojavom lika in dela Boštjana Videmška. Ampak, če ne bi bil recimo na terenu, zdaj recimo, kar se tiče te zadnje zgodbe, ne bi od blizu videl, kako dejansko je videti ta narava, ki je lahko nekako obramba pred nekimi napadi, ne bi videl, da se kljub električnim pečem temperature ne dvignejo nad ničlo in pa ne bi poskusil jabolčne pite, ne? Ne, sej nisem, zato ker je bila, ker imam celiakijo, Ja. In naprej bi težko se človek pripravil, da bi delal še vzporedno, kolegice so pojedle celo. Ne, jaz sem jo samo vojersko pozval, tako kot velikrat delam v restauracijah. Mislim, teren je novinarstvo je teren. Jaz si ne predstavljam drugačnega novinarstva. Sploh moja osnovna definicija novinarstva je teren. Tako že, ko so se prej pogovarjali o tem, da vem, delati intervjuje doma, ja, ne, ampak veš, v zadnjih letih je postalo izrazito popularno, da novinarji kar pošiljajo vprašanja in pričakujejo, da bodo ljudje na njih odgovorili pisno, recimo, ne, ali pa da bodo Kar že lahko daš kar lepo v članek. Pa je simpel, ja, ne. To sej, ne. V resnici potem ni mogoče pluvati, no. Samo malo drugačen kredo smo si zgradili v teh letih, no. Se mi zdi, da pač štejejo stvari samo, ko so narejene v živo, ne. V bistvu je to neke vrste taka zelo slizi pornografija, no. Tako ima nekaj je narobe s tem, no. Ne čisto v etičnem smislu, mogoče bolj v estetskem, no. Ne. Nazaj k zgodbi, recimo, kako dolgo zdaj ti s tvojimi izkušnjami in seveda kilometrino, kako dolgo nastaja recimo en tak članek, koliko imaš potem nekih usklajevanj tudi z uredniki, kakšen je ta proces, ali ga sploh imaš, kakšne usklajevanje z uredniki? Okay, zelo konkretno, ne, pač pogovarjava se v resnici zgodbi, še enkrat ponavljam, ker v resnici ni bila ne logistično, ne vsebinsko zahtevna, ne, Okay, ja. Vsaj za moje Ampak standarde. recimo en primer, ne? Recimo tukaj vedno si naredim gigantski file iz vseh možnih virov o taki zgodbi. Res gigantski file, ne? Brez uporabe umetne inteligence, poudarjam. Ne? In v večini teh zgodb seveda imam tudi neko solidno ali pa močno predznanje. Ne? In preberem ta file in si označam neke oporne točke, mogoče v tem failu. Velikrat najdem tudi sogovornike, ki jih do njihovih imen drugače ne bi prišel. In pišem, se predstavljam, povem, kaj si želim, se napovem za intervjuje, bodi si v živo, bodi si prej, kot rečeno, po telefonu. Mogoče s kakšnim od teh ljudi, ko se pogovarjam z njimi, jih tudi vprašam za nasvet, terenski, kam je dobro iti in tako naprej. In potem pa si v bistvu sestavim urnik, ne? Pišem ljudem, mi odgovarjajo, mi pošiljajo svoje ure, gre za čas in geografijo in usklajujem potem, bi rekel, to terensko zgodbo z njimi in v resnici sem sam sebi neke vrste tak tour operator, ne? Ko nekje pristanem, se do nekje pripeljem,
točno vem, kako bo, kot rečeno prej, ne, naslednjih 8-10 dni izgledalo. Na tej poti smo bili 8-9 dni, recimo, in smo imeli vsak dan v bistvu določen nek urnik, seveda, ker je bila res strahovita zima, tudi snežni vihari in tako naprej, smo se mogli temu prilagajati. Ure so ti zmrznile. Ja, tekaška ura je zmrznila, telefon mi je zmrznil, zato nisem mogel prvi v življenju severnega sija, edinkrat, ko sem ga videl slikati. Itd. Kako lepo je bilo. -24. Ne moreš verjeti, kak mraz. Res, kristalizacija vseh udov ali pa evaporacija, če smo natančnejši. In smo si tudi ponovadi, ko sam potujem, tako tudi zbiram prenočišča, da nekako so zelo blizu, da sem naslednji dan zelo blizu zgodbe. No. Tukaj smo predvsej improvizirali, kar se tega tiče. No. Tudi zaradi tega, ker je recimo Severna Karelija je res v zadnjih letih postala kar neke vrste puščava. No. Recimo ta del Finske ima daleč najvišjo, mi v Finsko si še vedno predstavljamo kot neko gospodarsko velesilo, ampak na Finskem zdaj že kar nekaj časa vlada kar huda gospodarska kriza, predvsem pa v Kareliji in predvsem v Severni Kareliji, kjer je brezposelnost zdaj 15+% in to je tesno povezano z obmejno zgodbo Rusije, sankcij proti Rusiji, zgodbo vojne v Ukrajini, ker je po zaprtju meje, potem bi rekel aktu hibridne vojne strani Rusije, je praktično lokalno gospodarstvo, ki je bilo v veliki meri odvisno turizem, gostinstvo in tudi bi rekel trgovina, je zastalo, ne zamrznjeno, zastalo ali pa celo bi rekel, ogromno je zaprtih trgovin, zaprtih trgovskih centrov, recimo, To si to napisal, Zara Outlet, in tudi tako zgleda res The Last of Us, krajina, ki je v bistvu zelo hitro postala skoraj postapokaliptična. Seveda v ostri zimi stvari izgledajo še veliko bolj dramatično. V resnici predstavljam si, če bi se tam vozil 15. maja, ne bi nikakor občutil tega, kar sem v globokem minusu in snežnem viharju v drugi polovici februarja. Ne. Si poslušal Lara Steam? Nisi. Nisem. Ne. DJ je bil poljski kolega fotograf, ki je imel grozljiv glasben okus. Grozljiv in popolnoma neprilagodljiv ostali publiki. Pustimo to reči. Zgodba nastaja, kako hitro jo potem napišeš? No, to je pa moj hkrati hendikep in velika prednost, napišem jo ful hiter. Res, tako imam obsesivno-kompulzivno motnjo, da intervjuje, ki jih delam nekako v 24 urah, spišem. Ne, imam tudi način, kako jih pišem in si pri intervjujih, ki jih delam, sproti označujem, kje so stvari, ki jih je treba nujno dati v besedilo, ampak kjer bi rekel zapiska bullshit detektor. Tam, takoj vem, kaj pač vsi novinarji smo tudi montažerji, in režiserji, in takoj vem, česa ne bom uporabil in večinoma vem, kaj bom uporabil. In si pač delam zaznamke zato, da pač ne izgubljam časa. Zelo imam organiziran ta delovni čas. In nekako si zadam vedno nalogo, da še preden pridem domov, imam itak iz pretipkavanja intervjuja časovno daleč največ dela. Transkriptorji? Mislim, solidno, a ne dovolj zanesljivo. Pa v resnici tudi gotovo, da s transkriptorji imam potem v postprodukciji mogoče skoraj toliko dela, kot če bi v celoti se skupaj delal sam. Za enkrat. Veliko bolj zaupam tukaj lastni presoji. Še vedno peš? Mislim, malo pomislim na velikega Jurija Gostinčiča, kako je nosil na disketi tekste na Mladino nekoč. Pa se mi zdi, da sem vedno bolj konzervativen, kar se tega tiče. Ampak karkoli sem transkriptor porabil, sem bil nezadovoljen. Okay. Poleg tega, veš, je večkrat so težave v prevodu, veliko se zgubi, če je ogromno šuma, ne vem, se pojavljajo velike napake. Glede na to, da res veliko tudi objavljamo v tujini, potrebujem tudi angleški čistopis. In zelo hiter je pri transkriptu zajeb. Še posebej pri angleškem, zato ker izrazito sklepa.
Ne, tako, in dela velike napake. Recimo, kar nekaj tovrstnih napak se mi je, tudi meni posredno, ker sem uporabil transkript, prikradel pri veliki reportaži iz Grenlandije. In nekaj njih je ostalo tudi v končnem besedilu in sem mogel potem, ko je bila prva spletna verzija, angleška bila objavljena, napisati kar eno lepo opravičilo in hiter. To se mi ni zgodilo že leta in leta, ker sem res previden pri tem, stvari preverjam in tudi delam nek double check z ljudmi, da sem mogel nek kvot potem v tekstu spremeniti, ker je bil narobe interpretiran in je bil. Ne? Zaradi transkriptorja. Zaradi transkriptorja A in B, v bistvu zaradi mene. Zato, ker sem zaupal transkriptorju in sem za tega del bolj površno poslušal sogovornico. Ne? Transkriptor te vodi v površnost in te odtuji, po moje, od človeka, s katerim se pogovarjaš. Te pa od njega odtuji tudi, če si delaš intenzivne zapiske, ne? In ni eye contacta, ves čas si, saj veš. Ne? In potem je treba najti neko vmesno pot. Meni se zdi najboljša pot, da preprosto snemam in si vmes zapisujem samo ključne opombe oziroma delam nekam točke, zvezdice in pikice. Ne? Ampak izjemno, hvala, da si tako iskren, pa da priznaš. Mislim, da si dejansko narediš napako. Ne? Pa ide v posel, ne? Ampak mi je bilo grozno, ker sem sredi noči v cestnem hotelu v atenskem letališču dobil tako skoraj v smislu po domače pizdati mata, na kva to naredil, težave bom imela. Tako, ne? Veš, tako mi je zavrelo celo telo, grozno mi je bilo, tako hotel sem se samo ukiniti, res. Ne? Tega občutka po mojem ne poznam od matematičnih kontrol v srednji šoli. Res, tako idiota in pezdeta sem se počutil, pa v bistvu bilo zelo nedolžno. Ne, sem stvar dikcije v resnici. Ne. Te stvari valjda te prizadanejo verjetno, po vseh teh letih, kaj si dal vse skozi, verjetno in tekstih in vsega. Grozen sem se počutil, res tako kot zelo bebasto, ne, ampak veš, veš, da imaš samo eno nalogo, popraviti stvari, kakor jih je mogoče v tistem trenutku popraviti in hvala Bogu, da se to ni zgodilo v kakšni tiskani izdaji. To pa pač hail the digital era. Ne? Čez, 2 minute 47 so bile stvari zrihtane, ne? V srednoči. To je res dobro. Ne? Ampak, veš, ta čas in potem, recimo, ne, to je imel tak efekt, tako čisto na človeški ravni, da te sogovornice, recimo, ker mi je bilo tako sram, ker sem nameraval ponoviti to pot nekaj mesecev kasneje, ne bi poklical, ker mi je še zmeraj tako bed. Težko počutil bi se popolnega idiota pred njo. Ampak ne, pa me je že rad zabavam, pa je pošiljala nekaj stvari, pa čisto tako. Ne. Mene pa še zmeraj grozen. Ne. In sem vesel, da je tako v pismu. Se mi zdi, da je sram, pa ta občutek kriv, da je nek temeljnih gradnikov etike. Ne. Osebne in novinarske, če sva pri tem, vsem med tem obstaja ločnica, po moje ne. Nazaj k tej dotični zgodbi, o kateri se pogovarjava in kateri seveda vabim vse, da si jo absolutno preberete. Še vedno absolutno dostopna na delo.si. Eno izmed klasičnih vprašanj tega podcasta, zakaj je ta zgodba pomembna, po tvoje? Živimo v času pospešene militarizacije, ne, ko je, kako naj rečem, zeleni prehod umrl v Donbasu in so tanki zamenjali vetrnice, brezpilotniki pa solarne panele, če sem malo patetičen. Ne? In temu vse premalo gledamo v zobe in drobovje in že v vseh teh letih kroženja po severu sem pazil tudi v tem idiličnemu okolju, recimo, ne? V tej tišini, odmaknjenosti, horizontu in odprtem prostoru ogromen vojaškega in vojaštva. Ne? Na vseh mogočih straneh, ne? V ruskem zaselku rudarskem Barentsburg, recimo na Svalbardu, ne? Kjer je v bistvu vse skupaj izgleda, kot da bi prišel na vojaško parado v Moskvi v sred 80-ih let. Ne? Ampak to ni šala, to ni zgolj nek propagandan, estetski poseg, to je geopolitika s polno silo. Podobno velja recimo za Norveško, ki demilitarizira, Svalbard je v skladu z dogovorom iz leta 1920 demilitarizirano območje.
ne, ampak vse več vojaškega ledjevja prihaja tja, tudi letalstvo in tako naprej. Recimo v Kirkenesu, v bližini tromeje med Rusijo in Finsko in Norveško, zgodbi, ki je tudi del knjige in sem jo delal lani poleti, je Norveška v bližini Kirkenesa zgradila, Kirkenesa, ki je v bistvu bil blizu tega, da bi postal mesto dvojček z ruskim mestom Nikl na drugi strani meje, kjer obstajala ta Barentsova iniciativa povezovalna, v bistvu raste ogromno vojaško oporišče in ne vem, v številnih reportažah si verjetno videl to zgodbo iz Rovaniemija na Finskem, kjer imaš to gigantsko podzemno zaklonišče, jedrsko zaklonišče, ki je, kako bi rekel, v določen del leta skladišče za božičkova darila, kaj ti gre za Laponsko in božičkovo domačijo, In to je na nek način precej bizarno, ampak če greva z Norveške na Finsko, točno nazaj v to zgodbo, Finska, kot rečeno, ima eno največjih topništev v Evropski uniji. Na Finskem je 50.500 zaklonišč, od tega ogromno jedrskih. Lansko leto je Finsko obiskal ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski in se seveda navdušil nad zaklonišči, ki nekaj tednov zatem že podpisal lepo pogodbo z finskim opremljevalcem in graditeljem zaklonišč, civilnih zaklonišč, ki bodo zdaj v naslednjih mesecih zrasla po Ukrajini. Ne samo to. Finska ima v bistvu popoln svetovni monopol nad gradnjo, 80% monopol nad gradnjo ledolomilcev po svetu. To pomeni, da v bistvu preko tega lahko močno nadzorujejo, kaj se dogaja na tako imenovani severni, po kitajski inačici severni polarni svileni poti, po neki zahodni, severozahodnega, pa severovzhodnega morskega prehoda, ki je s taljenjem, s podnebnih sprememb in taljenjem severnih morij postal dostopen in odprt. In te zgodbe, tudi Finske, potem, ko je aprila 2023, če se ne motim, vstopila v NATO, teh zgodb ne poznamo. Poznamo zgolj nekaj klišejev, bi rekel, izjemno zadovoljni naciji, ki je žal šla na superšolstvo, pa žal je šla Nokia v tri krasne. To so vse pomembne zgodbe, ampak temeljna zgodba Finske je vezana na, kako bi rekel, na rezilienco, na odpornost in na stanje stalne pripravljenosti. Na Finskem ves čas, neprekinjeno, pred NATO-om in zdaj po NATO, je služenje vojaškega roka obvezno. In za vse moške pa tudi vsako leto se 450 in 500 žensk prostovoljno javi na vojaško službo. In trajajo kot pol leta do eno leto, odvisno je tudi od fizične pripravljenosti posameznika. In to se mi zdi, če že obstaja nabora, oziroma nujno služenje vojaškega roka, sjajno izhodišče, zato ker te v bistvu kot mladega moškega sili, da si v fizični formi, če se želiš znebiti enoletnega služenja. In hence, zato je tukaj Finci v dobri formi. In ne samo to, praktično ljudje, ki smo jih srečevali v meji, so vsi imeli neke vojaške povezave. Veš, do 60. leta si v rezervi. Do 60. leta, to se mi zdi tako. To je fucking frontline age, ne pa v bistvu niso leta v države, ki je v bistvu zadnji metek v nebo sovražni izstrelila leta 1944. In v tem kontekstu, seveda prej omenjene zimske vojne, je potrebno razumeti to finsko obsesijo z morebitno rusko invazijo in to s tem povezano s stanjem stalne pripravljenosti. Tukaj čas ni potekal linearno in ni zdrav starih ran. Te so še kako odprte. In iz naše perspektive, ko je ob tem rekel skoraj celonarodnem simpatiziranju, meni grozljivem celonarodnem simpatiziranju z Rusijo in režimom Vladimira Putina, ki je protiimperialen posameznik, je najbolj imperialen in kolonialen politik novega časa, je že leta, da ne govorimo še o čem drugem, je potrebno iti v baltske države, je potrebno iti na Poljsko, je potrebno iti na Češko, je potrebno iti na Finsko in še kam drugam, da se razume, kaj ruska grožnja v resnici pomeni. Zgodovinska, ta, bi rekel, slovenski odnos do
Rusije je povezan s tem, da nikoli nismo čutili sovjetskega čevlja, ne? In da smo živeli v, bi rekel, barnem komunizmu, za razliko od marsikoga drugega. Ne? In to ima hude zgodovinske implikacije. Ne? Ko hodiš v državah, ki mejijo na rusko mejo, pa so stvari nemudoma zelo, zelo, zelo drugačne. Ne? In Finska je, kar se tega tiče, meni izredno fascinantna. Imam se za človeka, ki ne mara vojske, ki prezira orožje, ampak jih razumem. Res jih razumem. Ne? In tako, argumenti, ki ti jih ponujajo, so trdni. In potem vstopi narava kot še en gradnik obrambe, a ne? Šotišča, mokrišča, gosti gozdovi in tako naprej. Finska je dežela gozdov, jezer in tako naprej. In je v resnici vse to večino v bližini ruske meje izrazito težko prehodno. A ne? In zdaj se že gosteje pogozduje, pripravljajo se načrti o poplavljanju šotišč in mokrišč in močveri, da bodo to postale neke, ko bi rekel, naravne ovire v primeru ruske invazije. Hkrati pa se je mehko mobiliziralo znanstvenike od biologov, no, tega Rista Slukava, recimo, ki nastopa v moji knjigi, ki so v bistvu dobili navodilo ali pa v bistvu prošnjo, če lahko svoje ideje, kaj narediti, dajo v nek vladen PO box, kjer bo pol to komisija preučila, če je to primerno za uporabo za obrambo ali ne. Tako, precej heceno. Ko sem bral tvoj članek v Sobotni prilogi, sem recimo v tistem delu, ko omenjaš to naravo kot obrambni ščit, nekako pomislil, oziroma dobil asociacijo na neko srednjeveško vojskovanje in morda neko iskanje z naravo, kopanje jarkov, konec koncev, krog mest in delanje mostov. Po drugi strani pa zdaj seveda s pogozdovanjem, pa kot neka tudi konec koncev misel na prihodnost, ne, in podnebno krizo. Ne. Seveda. Ne. Vse skupaj gre nekako z roko v roki. Ja. Če citiram ravno Rista Slukava, no, biologa in nekdanjega padalca specialnih enot finske vojske, ne, ki zdaj živi v Severni Kareliji in hodi okoli z svojim daljnogledom in opazuje ptice, ne, obenem pa razmišlja, kako bi lahko zaustavil ruske brezpilotnike. Pristop mora biti holističen, ne. In jaz sem tako, ne samo njega, tudi če ne dva druga sogovornika, sem prvo malo sprovocirati človek. Kako lahko o naravi govoriš kot o orožju, kot znanstvenik, kot biolog, recimo, ne čutiš nobene moralne ali pa vsaj kognitivne disonance ob temu. In me je gledal kot zadnjega idiota. Zakaj le? Ne, saj sem Finec, ne? Saj smo zrastli ob tem, saj sem tudi jaz služil vojaški roki in pač živim v družbi in državi, ki poskušam nekaj vračati. Okay. Veš, kaj še k tvojemu delu, omenil si že freelancer 8 let, nimaš več fotografov s seboj na terenu, sam si postal fotograf, kako ti gre, kako, mislim, mimogrede fotografije so izjemne, si že razmišljal, da bi se prijavil na kakšen fotografski natečaj? Oziroma... Niti slučajno, ne, ampak... niti približno se nimam in se nikoli ne bom imel za fotografa, to je A, B. Mislim, kakšno breme je to, no? Morda iz tvojega stališča, ker si začel kot, seveda, ne, kot novinar in zdaj moraš tudi ta del posla. Nikakršno breme v fotografiranju otroško uživam. Ne, sprostil sem se. Zdaj, pomembno mi je povedati to, ne, leta in leta sem na terenu preživel z Juretom Erženom, tesnim frendom in genialnim fotografom. Ne. In od njega sem se ogromno naučil, ne samo fotografsko, ne, on se tudi od mene, ne samo novinarsko pisno. Ne. In pred njim me je bilo in me je še vedno sram, mislim, slikati na smučanju v Dolomitih neki, ne, kaj šele, če bi bila skupaj na terenu. Zato, ker je tako kot da bi žongliral pred zidanom. Ne, pa tega ne moreš delati, to je fucking sramota, ker je pač najbolj, ne. Isto pred Krivicom, ne. Sem Krivic je bil manj ciničen, ne. On je točno videl, da me zanima in
mi je tako rekel, stari, lej, v svojem slogu, najmanj boš zajebo, če se postaviš na sredino, pogledaš tudi tisti, ker hoče slikati na sredini in to je to. In sem upošteval ta nasvet, veš, tako malo kot pri downhillu na kolesu, da smeš iti pod kotom na skalo. Ne. In prav, to je to. In se mi zdi od tega trenutka, ne. In pol mi on ima dal 2-3 nasvete, veliko so prepotovala skupaj, ne sem za plan B, nosoroge in to, sem se učil od njega, videl sem, kako se postavlja, videl sem, kako gleda in potem, ko hkrati je pa moj fotograf in sem s fotografijo obkrožen, odkar sem spregledal. In od tega valjda nekaj poberaš, ne. In ogromno sem prebral fotografij, praktično kot edini novinar sem hodil na vse tudi fotografske festivale, Perpignan, kamorkoli že po galerijah. Nekaj se ti na notranjem hard disku nabere in potem pač se spontano rodijo fotografije. A ne? Ampak slikam vse z mobitelom. Ne? Veš, tudi to se mi zdi tako kot golfam, a ne? Tako kot da to ne velja, ampak pač ne, tehnologija je tako napredovala, da tudi bi rekel slepi in slabovidni postajamo lahko v najbolj možnem postrani teleksu fotografij. One Man Band. Torej, One Man Band, ja. Boštjan Videmšek, gost podcasta Zgodba za zgodbo. Seveda smo tukaj, se pogovarjava o tvoji zgodbi, ki si jo napisal za Delo, za Sobotno prilogo in tudi seveda bo del knjige, ki bo letos išla. Kljub temu bi pa rad izkoristil ta trenutek, ker podcast objavimo na 27. april, to je dneva prost dan, dan boja proti okupatorju in pa 6 dni pred nekako našim praznikom, če tako rečem, 3. maj je Mednarodni dan svobode tiska, medijev. Boštjan, zakaj je novinarstvo danes tako zelo pomembno? V bistvu raje bi rekel, zakaj bi novinarstvo danes moralo biti tako zelo pomembno. Ne? Ker je še edini vzvod civilno-družben na nek način, ki se lahko brezkompromisno zoperstavi nosilcem moči. In to na prvem mestu s tem, da jim zavedno odvzame prostor za kopcanje. Tako, ves čas ponavljam, novinarstvo bo preživelo le, če bo v celoti odvzelo glas tistim, ki ga imajo preveč. Oziroma, ki ga diktirajo. Novinarstvo, ki hodi na tiskovne konference. Novinarstvo, ki se ukvarja z notranjo politiko tako, da ne kritično objavlja izjave politikov ali pa gospodarstvo ne kritično objavlja izjave gospodarstvenikov, ni novinarstvo. To je v najboljšem primeru mehka oblika stikov z javnostjo. Ljudem, ki imajo že tako brez posrednikov absoluten dostop do javne besede, ga ni treba, tega prostora javne besede ne smemo ponujati še več in več in več. To se mi zdi totalen etičen greh. In tako preziram Elona Muska, ampak je na lanskem, zdaj v bistvu na letošnjem resnici, na lanskem prvenstvu, odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu naredil eno izjemno reč. Ne, ko je imel Djokovic, zdaj res, se spomniš tega? Ne. Djokovic je imel speten biv s publiko, ki traja pa še iz koronskih časov. Ne? In je pizdil. In mu je pol Elon poslal tweet. Ne. Of all people, Elon, ne? Mu je rekel, ti, vsaka čast, ampak ti ne rabiš več medijev. Vse imaš možnost, da preko socialnih omrežij, torej preko X-a, neposredno komuniciraš z javnostjo. Ne sikiri se. Ne? Tako, prevelik si za to. Ne? In če to parafraziramo, ne, Na ameriškega predsednika. Na kogarkoli že. Ti ljudje ne rabijo več medijev. Ne? In naša potreba, da govorimo o njih, da pišemo o njih, da razgrabljamo o njih, je globoko patološka. Tam zunaj je milijarda, sam dobro veš s svojim zadnjim podcastom, milijarda neverjetnih zgodb, ki so temeljne in jih ne govorimo in o njih ne pišemo in jih ne snemamo.
naša naloga je zapustiti nosilce moči in okrepiti tiste, ki moči nimajo. Zelo preprosto. Vse ostalo je v najboljšem primeru, kot rečeno, PR in ohranjanje statusa quo. Ti si bil, se spomnim, da eden prvih, ki si me recimo opozoril na količino balasta, ki nas obdaja. In da je treba izbirati premišljeno, kaj recimo konzumiramo, kaj beremo, in ne vem, že kar nekaj časa sem zagovornik oziroma se navdušujem nad slow journalizmom, nad temu, da konzumiramo manj in kvalitetno. Ker se mi zdi, da konec koncev kljub temu ogromni količini vsega, kjer nas obdaja, vseh drežljajev in vsega tega upitja, je pa na koncu koncev tudi dobrega vedno več. Ampak samo poiskati ga je treba in priti do njih. Absolutno se strinjam, ampak zato pa je potrebno ohranjati fokus. Ne samo bi rekel, da je ogromno balasta, seveda ga je, ne? Ampak treba je biti agresivno ves čas samo reflektirati, ne? In si ne dovoliti, da padeš v zajčjo luknjo doom scrollinga, ne? Tazga ali drugačnega, ne? In tudi novičarskega, ne? Ki je najbolj toksičen. Vidim tako, recimo zdaj to tako sem končal, ne? Ta zadnji mesec sem off novinarskih obveznosti, ker delam samo knjigo, ne? Zelo površno, zelo na hiter preletim novice, ne? In se mi zdi, ne samo, da nisem nič zamudil, ne? Zdi se mi, da določene stvari, recimo v povezavi z Iranom, no, tako razumem celo bolje, ne? Zaradi distance in ne tega, kar počnem vsak dan, ko sem v vsakodnevnem delovnem procesu, da preberem, ne vem, 30, 40, 50 tekstov, zato da stvari malo bolj razumem, kot jih razumem sam, da še kaj več zvem. Praktično nikoli več ne zvem več mnoga, zato kaj jebeni copy-paste. Ne? Agencijsko novinarstvo že dolgo ni zares več novinarstvo. Ne? Veš, informacije, ne morem brati več časopisov dan kasneje, potem, ko sem prejšnje jutro že te stvari tako vedel na izust. Ne? Zato slow journalism, nekaj, kar ne samo, kar se konzumira počasneje, kar nastaja počasneje in se konzumira počasneje, nekaj, kar trajno ostaja. Ne? Novičarski cikl pa ubija kakršnokoli trajnost. Ne? Novinarstvo bo preživelo, če bo trajnostno, tako kot vse ostalo. Boštjan, vidim še zadnje, ampak ne najmanj pomembno vprašanje, kot se reče, katero knjigo bi ta trenutek priporočil? Is a River Alive je reka živa od Roberta McFarlana. Zadnje delo. Zato, ker je fantastičen preplet najbolj možnega mehkega stvarnega non-fiction pisanja in globoke okoljske ozaveščenosti, ki daje glas tudi avtohtonim ljudstvom in obenem oživlja svet narave, ki ga imamo za neke vrste amorfno gmoto, gre po resnici za zelo živ in dejaven in čuteč svet in okolje. Fantastična knjiga, tako kot vse, kar pač Robert napiše, ampak tam je pa še posebej blizu zdaj v tem zadnjem času, zato ker me vleče v to smer. Super. Hvala. Tebi. Hvala, Gašper. To je bil podcast Društva novinarjev Slovenije, Zgodba za zgodbo. Nam se lahko naročite v vseh aplikacijah za podcaste. Podcast izhaja vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Veseli bomo, če ga boste priporočali in delili še komu, saj verjamem, da lahko na ta način procese novinarstva še bolj približamo javnosti, ki je ključna zaveznica novinark in novinarjev. Uvodni avizom je nastal v produkciji Radia Študent, avtorica vizualne podobe je izjemna Samira Kentrič, pri vizualizaciji je pomagal tudi Maj Valerij. Hvala študentom novinarstva za vprašanja, se priporočamo še za naprej. V tej epizodi ga je postavil Lan Konestabo. Jaz sem Gašper Andrinek, pišete mi lahko na gasper@naprej-forward.org. Pa še tole, Društvo novinarjev Slovenije počne res zelo
zelo veliko različnih stvari, ki so povezane z izboljšanjem razmer novinarstva, tudi konkretno za novinarke in novinarje. Posledično pa to pomeni tudi boljšo obveščenost javnosti ter tudi boljšo družbo. Zato nam kakršnakoli podpora, tudi finančna, zelo veliko pomeni. Na naši spletni strani novinar.com lahko poiščete povezave, kako nas podpreti, sprejemamo donacije, enkratna nakazila ter tudi odstotek od dohodnine. Za še več informacij, kaj vse počne Društvo novinarjev Slovenije, pa se naročite na Novičnik. Pišite na stik@novinar.com. V naslednji epizodi pa, ne povem še. Naročite se, to je to. Srečno! Za čisti konec pa samo še tole. Ta projekt je financiran strani Evropske unije, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja ali avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija, niti izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo ne moreta biti odgovorna zanje.